Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Danes imam veliko čast, kajti v naši družbi pozdravljam njeno veličanstvo, visočanstvo, kraljico Jeruzalemsko-Ormoških goric, in sicer Sandro Kumer, ki jo torej kraljico pooseblja in je bila okronana 15. avgusta. To je bilo takrat, ko so na svetinjah postavljali klopotec. Verjetno ste že veliko izvedeli o tem in tudi brali ali kakorkoli. Morda ste bili celo zraven, ne? In tudi torej prisostvovali temu kronanju. Zdelo se nam je prav, da pa se s kraljico na novo okronano tudi malo pogovorimo. Sandra, lepo pozdravljena v naši družbi. Lepo pozdrav tudi vam, hvala za povabilo. No, zanimivo je to, ne, imeti kraljico v družbi. Ne, malo treme imamo, ne, celo. No, sem že bila tukaj. Sicer ne v tej vlogi, ampak... No, to je torej velika in nova vloga zate, pa tudi za vse nas, ki te torej spremljamo, tvoje dejavnosti in aktivnosti. Sandra, seveda prvo vprašanje, ne, zakaj si se sploh odločila prijaviti na razpis? Turistično-kulturno društvo oziroma turistično društvo Ivankovci je razpisalo torej natečaj za vinsko kraljico in torej ti si se tudi prijavila. Zakaj? Ja, no, tako kot sem že rekla na svetinjah, na kronanju, to je bila ena taka otroška igra, že od malih nog smo se igrali, da bomo kraljica kralji, ampak pol je to šlo malo tako pozabo. Bolj pa ena humoristična prigoda bila, ko sem, ker delam prek študenta na Maleku, da smo imeli eno VIP trgatev in se je udeležil tudi prejšnji vinski kralj in se v bistvu pogovarjamo in vmes on reče tako z šale, ja, ti boš moja naslednica. No, potem je tisto malo, ja, smo se malo nasmejali. Potem pa dejansko mi je kar nekaj ljudi poslalo prijavnico in ravno v tistem času sem bila na vojaškem taboru, tako da v bistvu sem si prijavnico pripravila prej, ampak skoraj ni dosegla, ker je takrat Katja z Pepsvajna bila vodja komisije, se mail moj dejansko izgubil, tako da sem jo klicala z tabora v tistih 5 minutah, ko smo imeli časa, če mogoče videli mojo prijavnico. In ja, potem so videli, da se je skoraj izgubila. Ravno potem so našli, smo se dogovorili za termin, ko smo imeli izbor in vse se je potem nekako razpetlo. Za meni vpritno. No, te veseli ta nova vloga? Ja, zdaj sem že 2 tedna v tej vlogi, imela sem kar nekaj dogodkov in moram reči, da mi je zelo všeč. Kakšne pa imaš torej pravzaprav izkušnje z delom v vinogradu, torej praviš, da že 3 leta kot preko študentskega servisa delaš v zidanici Malek, to so tudi neke posebne izkušnje, ne? Ja, jaz sicer nisem tipična vinska kraljica, ker večino vinskih kraljic ima doma neka velika vinogradništva. Mi imamo manjše gorice za osebno rabo, ne nekaj večjega, ampak seveda to ni pogoj. Smo tudi kraljice, ki pač nismo z velikih vinogradniških družin, mogoče nekatere sanjamo, da bi kdaj imele vinograde. V glavnem, ja, ko sem začela delati na Maleku, to je bila neka moja prva pot povezana z vinom, z vinogradništvom. Potem sem začela nekako z degustacijami, 1/3, tako da tam je vse, kaj sem se dejansko večjega naučila. In ja, se pa vsak dan učimo, vsak dan spoznamo nekaj novega, sploh zdaj v novi vlogi sem v 14 dnevih kar ogromno izvedla. In tako da ja, so pa celo vinogradniki sami, ker me je skrbelo, kako bojo pač to sprejeli, poudarili, da je to lahko moja prednost, glede na to, da večina kraljic večji del promovira svojo vino, zraven svoje pač regije, da jaz kot
oseba, ki nima svojega vina iz vinogradniške družine, res s srcem in dušo promoviram celo našo regijo in vse vinogradnike na obeh vinskih poteh, ki jih zastopam. Ja, na jeruzalemsko-ormoških ribčkih, ne? Ja. No, fino, vidiš, vsako slabo je za nekaj dobro, tako kot praviš, ne? Ja, vseeno pa verjamem, da si verjetno si to in ono prebrala, se na nek način pripravila. Torej, kako pa izgleda recimo ta preizkus, ne? So te kaj zasliševali komisija, recimo? No, jaz dosti časa za priprave nisem imela, ker, kot sem rekla, to je bilo bolj tako prijava, šale, nisem nekaj dosti pričakovala. Tudi bilo je že 2 dni po vojaškem taboru, tako da sem ravno prišla domov, sem malo naspala, pa smo že imeli izbor. V bistvu jaz sem šla zelo tako pozitivna na izbor. Če že ne bom izbrala, se bomo vsaj pač malo pogovorili, malo pač, ja. Izbor je izgledal, bile smo 2 kandidatke, in najprej smo pač začeli izbor, se predstavili, spoznali komisijo, potem pa smo v bistvu ena pa po ena bile malo izpraševane v različnih zadevah z področja vinogradništva, vinarstva, turizma, vsega tega, in potem smo počakali, da se komisija sestane, odloči in razglasijo. Ja. No, omenjaš mimogrede, torej, ne, da te to vprašam, da si bila na vojaškem taboru. Kako pa to, kakšna je to povezava, oziroma kako to, da si zraven bila ravno v vojaškem taboru? Ja, to me veliko ljudi vpraša, zakaj. Sploh zato, ker ni povezano z nobeno mojo drugo dejavnostjo. Ja, jaz sem na vojaške tabore začela hoditi za tiste morsi mladi, tam pri 15 letih, kot izziv. In takrat sem si tudi rekla, da je moj največji izziv, da bi šla na pravi vojaški tabor, torej za dijaško-študentski. In ja, zdaj sem v takih letih, ker je omejeno z časovno, da sem rekla zdaj ali pa nikoli, in ja, trenirala 2-3 mesece za njega in šla v to. To pomeni, to so potrebne tudi torej neke sposobnosti fizične? Ja, ker je kar pač klasični vojaški tabor, ki pač vsebuje ogromno telovadbe, pa tudi veliko miselnih sposobnosti. Mi smo ogromno delali na vojni taktiki, ampak ja, čeprav nimam neke želje nadaljevati v vojski, v tej smeri, mogoče kako rezervistvo ali pa pač rezervna sestava, ampak ja, to je bil bolj kot ne taka stvar za mene. Torej, da sama sebi dokažem, da to lahko. Zraven tega sem spoznala ogromno ljudi, ogromno novih izkušenj in ja, da lahko, ne vem, mogoče enkrat svojim otrokom rečem, veste, vaša mama pa je bila na vojaškem taboru in potem je postala vinska kraljica. Tako eno z drugim, pravzaprav zelo različni dejavnosti. Kje pa poteka ta tabor? Ta je bil v Bohinjski Beli. Koliko recimo se udeleži mladih? Nas je bilo letos generacije okrog 100. No, to pa je kar pestro torej, ne? In to tisto zbujanje zjutraj, postilanje postelje, treningi, telovadba. Vse, bili pa smo razdeljeni na skupine, tako da ni bil tak občutek, da nas je toliko. Jaz sem bila del prvega voda, ki je imel malo drugačen program, ker smo večinoma bili že prejšnji udeleženci, torej že povezani, že imeli neko predznanje, bilo malo drugače, malo več taktike, malo manj mogoče tiste telovadbe, straight drilla. Ampak ja, no, jaz sem bila zelo zadovoljna z letošnjo izvedbo tabora in če kdo se zainteresira za vojsko, naj se pač vseeno prijavi, vseeno je brezplačen tabor, zagotovijo vse. No, včasih smo mladi hodili na torej, delovne brigade. Si ti slišala kaj o tem? To je včasih bilo v 60-ih. Ja, to smo se učili v srednji šoli. Ja. Ker nisem bila del tega, ampak zanimiv sistem. Mislim, da mladim nam manjka tega
pristnega že sestajanja. Korona nas je popeljala v to, da se ne znamo več pogovarjati, da ne znamo stopiti skupaj, da se ne potrudimo dovolj za stvari, katere nam dosti pomenijo, katere družbi dosti pomenijo. Tako da ena takšna zadeva, ti tabori ali pa nasploh, da se odločiš, greš v gore, malo v naravo, odklopiš od tehnologije. Mislim, da vsakemu pride prav po teh obdobjih, o tem govoriva ravno zato, da naše gledalke in gledalci spoznajo, kako raznoliko kraljico imamo, ne, vidiš, na vseh področjih, torej si aktivna, dobro o tem, da si pesnica, bova malo kasneje še govorili. No, kako pa so te recimo to Vinsko kraljestvo sprejelo medse, ne? Sedaj ste se že kar srečevali, verjetno je, kot si tudi sama povedala, že neke aktivnosti za tabo. Ja, jaz sem nekaj kraljic poznala že to veliko nedeljska, mislim malo nedeljska, potem Kogovska in Ljutomerska. Smo se spoznali že na Kogu lansko leto, ko sem imela v bistvu z Puklavec Family Wines predstavitev na vinskih dnevih. Že takrat smo se skupaj slikale in malo pogovarjale, tako da nisem poznala že odprej. Druga pa smo se zdaj spoznale na sejmu, na Agri v Gornji Radgoni in moram reči, da so me zelo lepo sprejele. No, to na Gornji Radgoni je tudi posebno doživetje, ne? Tam se vas kar nekaj sestane. Koliko vas je pravzaprav bilo? Mislim, da nas je bilo okrog 20, če se ne motim. Iz cele Slovenije. Tako, najbrž, tudi Vinska kraljica Slovenije je prišla nas pozdraviti. Ja, potem pa smo se malo sprehodile, poskusile različna vina, imela degustacijo, penin in ja, mislim, da tudi za sam sejem bilo to kar doživetje, toliko kraljic na kupu, vsi so se lahko slikali, zelo lep dan, res. Kralji so tudi, ne? Bili je letos še, oziroma je v tej skupini sedaj še kakšen kralj? Trenutno mislim, da nimamo kralja, zdaj sta bila samo dva, Jakob in Tilen. Tako da ja, zdaj trenutno, mogoče pa kjer pride, zdaj se bo dosti še kronan zgodilo, malo bojo menjave, tako da. No, o čem se pogovarjate recimo, o teh izkušnjah najbrž, ne? Sicer zdaj sem jih spoznala v tako velikem številu samo enkrat, ker še vseeno sem kraljica, koliko dva tedna, ko bo ta oddaja, okej, 3, ampak pogovarjamo se, mi smo se prvo sestale na degustaciji, tako da smo se malo pogovarjale pač o vinu, o peninah, katerih smo poskušale, potem pa ja, o kakih dogodkih, mi se med sabo ves čas vabimo na dogodke, tudi jaz sem jih na primer že povabila na naše ormoško martinovanje, tako da sicer se ta čas v Sloveniji ogromno dogaja in bomo videli, če se katera uspe udeležiti, ampak ja, v različnih zadevah. Tudi vem, da so imele lani veliko akcij, nekih humanitarnih, pomoč tudi med sabo, kaki baby showeri, če katera noseča, ja, vse pride. Vseeno smo 2-3 leta na sceni v svoji upravi, no, nekatere eno, nekatere več. Tako se marsikaj zgodi. Ne pogovarjamo se samo o vinu, pogovarjamo se o marsičem, kot prijateljice. To pomeni, da doživeti ti ne bo zmanjkalo. Torej, na Radgonskem sejmu si bila, na Kogu si bila kot kraljica. Kaj se ti je pravzaprav sedaj že dogajalo v teh 3 tednih? Ja, je že bilo kar nekaj dogodkov. Ja, kronanje, potem bilo v Ormožu, postavitev klopotca v Hermancih, postavitev največjega klopotca v Sloveniji. Ja, res je ogromen. To pa je nekaj za videti, no. Kog, potem Radgonski sejem, jutri me čaka trgatev v Lendavi in potem pa naprej, ja, drugi teden vinski dnevi oziroma dan ja, v Ljubljani. Mislim, da so vinski dnevi, potem pa ja, drugače sem vabljena, včasih po nekaj dni prej, včasih vem po 2 meseca prej, ampak najbolj se pa veselim našega martinovanja. Seveda.
Seveda je vse to so povezane stroški, ti kdo pomaga recimo s tem? Imaš kakšne sponzorje? Ja, za mojo kraljičino vino imam sponzorstvo iz Puklavec Family Wines, tako da oni mi donirajo nekaj vina, tako da pač lahko imam za dogodke, vsaj za darila. In drugače pa nam pomaga meni in Rebeki, torej Kogovski vinski kraljice, je občina zadolžena ima določena sredstva, da nam povrnejo potne stroške. No, nekaj pa je, ne? Tako da glede tega se še dogovarjamo, ampak drugače pa je to delo častno. Izbrala si katero, čigavo vino, torej sedaj nekaj smo zvedeli že, ne? Puklavec Family Wines, torej te sponzorira z vinom. Kakšno vino je to? Ja, vzela sem zvrst Rominec rumeni muškat. Kot sem že rekla, me to vino zelo spomni, ker ima tako primarno aromatiko, ki jo ohranijo z v bistvu hladno predelavo. Na tiste dneve, ko smo bili ravno otroci, ko smo se podili okrog, si delali obleke z listov od trta in se igrali vinske kralje, kraljice. In takrat smo tudi zobali dosti grozdja, travinec, rumeni muškat je bilo vedno na sceni, tako da iz tega razloga in ker mi je to vino zelo pri srcu, sem si izbrala to. To pomeni, da si ga sama lahko izbrala, so ti ponudili to možnost. Izbrala sem lahko v bistvu katerokoli vino od kateregakoli vinogradnika, ampak glede na to, da še, mislim, da je moja pot povezana z vinom, se dogaja v okviru turistične destinacije Puklavec Family Wines in Jeruzalem Ormož, mi je bilo najboljše zbrati pač njih in njihovo vino. No, prihajaš iz Strmca pri Ormožu, ne? Čeprav si torej nekaj let drugje živela, ni sedaj to toliko pomembno, ampak ne vem, če se spomniš, ne? Včasih je po Strmcu zorelo, raslo tole veliko šmarnice. Poznaš ti to sorto vinska, ali si toliko mlajša? So ti kaj pripovedovali o tej sorti? Vem, da smo mi tudi imeli nekaj šmarnice in da je bila pogosta, sicer mogoče so mi govorili, pa si nisem zapomnila, vseeno sem toliko mlajša. Mi imamo bolj kot ne dosti jurke, mešane sorte. Tako da ja, mislim drugače, da bi bila taka specifična sorta, to ne vem več. Tudi pri nas se je ogromno goric, po domače reklo, vrglo ven in se še meče ven. Ker ja, rumenica, stroški eno z drugim. No, kakšen je to občutek, ko se torej kot kraljica pojaviš na enem dogodku, ne? Recimo na ormoški postavitvi Klopoca smo te videli, torej v Hermancih, kot si že povedala, ko prideš v tej čudoviti obleki. Kakšen je to občutek? Navadno zahtevajo nek govor, ne? No, vseeno isto, ni čisto isto, kot prideš oblečen normalno, ali pa če prideš pač v obleko, vseeno je malo bolj slavnostno, ampak jaz se obnašam skoraj pač isto, kot bi se običajno, torej tudi običajno pač ljudi pozdravim, če hoče kdo fotografijo, ni problema, tudi jaz sem se slikala s kraljicami, tako da sploh otroke včasih tako razveseli. Ko smo bili na Radgonskem sejmu, je bila ena punčka, je videla, ko smo imeli degustacijo, vse na kupu prišla do nas, ja, da bi se slikala, smo ji dali kronico gor in je ogromno pomenila. Ja, drugače pa ponavadi včasih povejo, da imamo govor, večinoma si jaz nekih govorov naprej ne pripravljam, govorim rajši z glave in z dušo. Tako mi bolj odgovarja, nekatere imajo rajši napisano, čisto odvisno. V vsakem primeru pa si ti vešča besede in torej tudi govorov in vsega. Seveda ne bova prezrli danes, ne, tako kot sem že povedala, imamo kraljico večjih talentov. Kaj pa tvoja pesniška žilica? Si že na temo kraljevanja napisala kakšno pesem v tem času morda? No, to je vseeno zdaj velik del mojega življenja postalo, oziroma še bo naslednji 2 leti.
Trenutno sem že v novi vlogi kar dosti zaposlena. Še zraven vseeno imam, pač dokončujem fakulteto, eno s tretjim, tako da mogoče se nekaj piše, ampak še nisem pripravljena deliti. Ni še toliko, ni še tako izoblikovana. No, študiraš pravo, absolventka si trenutno. Bom zdaj. No, boš. Kako pa to, pravzaprav, kako vse te obveznosti torej povezuješ? Imaš toliko energije, tudi potujeta z Denisom, ne s fantom, veliko naokrog? No, trenutno ne potujemo več toliko kot sva, no. Vseeno ne bi rekla, da to ne potujemo zdaj vsaki mesec. Če greva, mogoče smo hodila po teden dni v Turčiji, ampak to je bilo v okviru projektov. To ni bil najin privatni dopust. Ja, pač organizacija časa, to, da imam možnost zdaj absolventskega staleža, mi dosti pomaga, da to leto bilo malo bolj mirno, ker še vseeno dosti časa. Ja, vse razporedi. Dosti ljudi reče, ja, ni časa, ampak če malo pogledaš, si ga moraš pač vzeti. Kakor hitro neka energija daš v eno stvar, jo nekje drugje vzameš, ampak ja, nekateri se bolj ukvarjajo s tem, nekateri bolj s tem. Jaz sem pač šla v to, tako da mogoče je samo moje delo malo bolj vidno kot ostali, ampak vsi mislim, da smo pridni, da delamo. Za napisati pesem, ne, pa je verjetno potreben tudi pravi trenutek, ne? Ne gre to najbrž kar tako, ne? Sedaj pa bom napisala. Ja, no, včasih pride dan, ko je, včasih pride dan, ko ni. Jaz imam kar tak včasih srečo, da se lahko odločim, da lahko pišem, ko želim, ampak po začetku ponavadi rabi malo časa, da dozori. In potem pridajo popravke, to je mogoče malo daljši proces, da sem jaz zadovoljna z delom. No, spomnimo se tvojega nastopa lanskega na svečanosti v 750-letnici Ormoža. Tam si prebrala eno čudovito pesem, Oda Ormožu, ne, ob 750-letnici. In evo, ne, tukaj sem jo sprintala, tako da te prosim v imenu vseh najinih gledalcev današnjih, da nam prebereš to pesem še enkrat, to Odo, pa da ji prisluhnemo. Oda Ormožu ob 750-letnici. Ormož je čudovito mesto, z osrednjo glavno cesto, ki nas napaja kot žila. Odkrila bi duša veliko, ko bi se sprehodila po tej poti. Občutila naselje, oblito s polji, griči in vodo, ki ves čas priteka, ter polni mesto z zgodbami iz daljnih krajev. Tako kuje usodo že tisočletja in piš vetra nosi s seboj v oprodu to odo, ki jo pišem na papir na lep sončen dan ob začetku poletja. Ormož je majhno mestece, slovenske zemlje, kjer se že 750 let rojevajo zgodbe, sanje in želje, mesto, ki mu ni bilo lahko, ko je tako blizu tuje ozemlje, da se še slišijo tankovski streli razdoneli nekje v preteklosti. Bitke in plitke sence ptujske gospode, ki se sprehajajo med zidovi gradu. Še obstaja umetnost njihovih prednikov, še ostajajo dolgovi naslednikov zakoreninjeni, kot ostajajo tudi brezobrazni koščki zgodovine. Ti, ki pri starejših ljudeh še prikličejo spomine, tako tragične, da gre enak okus slišanih krikov izginja z jezikov pričevalcev. Izogibamo se omadeževalcev, ohranjamo le prijetne plati naše zgodovine, a pomembno je, da postavimo za kateder še te, ki so bili izdani strani lastne domovine. A v obzir Ormož je čudovito mesto, ki sploh v zadnjih letih kaže ogromno potenciala. Slišim včasih, da nas je utirila ta ozka cesta, da so premala mesta, premala država, da bi nam dala, kar si zaslužimo. Pa nam res kdo prepoveduje, da si splužimo svojo pot?
Življenje nam je včasih res prineslo težave, nekaj skodelic, grenke, kave v zibko, a zraven ponudilo kruh in mleko, na boljše dneve še zaseko in domači čajni piškot, ki prikliče nazaj obdobja mladosti. Vse te sladkosti in slabosti lepimo na mestno ime kot na oglasno desko. Tam jih prebiramo že čisto zbledele, strgane in zaprašene, kakor da bi mesto moglo obstajati brez svojih ljudi. Zapomni si, ustvarja ga tako jaz, kot tudi ti. In mi vsi skupaj, ki danes obeležujemo tako pomembno obletnico tega kraja. Kar zamaja se glava, ko poslušam simfonijo narave, zdrave ulice, polne smeha in mladih zagnanih obrazov na poti na igrišče v mestno grabo. Naj ne gredo v pozabo budnice, godbe in z vinom navdihnjene zgodbe tujkajšnjih, srčnih, toplih ljudi. Odprite oči, da vam pokažem najlepše slike na platno besed. Še ga lep bi razprostrl krila in zaplesal med vinogradi, lesketajočih se v sončnih žarkih. Pozdravil pridne domačine, ki hitijo po opravkih, in tiste ljudi, ki se jim ne mudi, saj so prepotovali pol sveta, da preživijo dan ali dva v tem našem svetu, objeti s vsem, kar velikodušno ponuja. Tako se prebuja naše mesto dan, mesec, leto, vedno večje in lepše kot pretekle dni, dokler se za to trudiva tako jaz, kot tudi ti. Hvala. Ne morem, seveda, bom kar priznala, ne, da mi mravljinci grejo vsakeč, ko slišim ali preberem to pesem, vsakeč zanimajo, lahko tudi na spletni strani KTV še vedno najdejo. Kaj pa pesniška zbirka? Rumeno, ki te hočem, rumeno, oziroma, rumeno, ki te hočem, je bila tvoja prva, upam, da ne zadnja zbirka. Ja, zbirka se sta izdala že nekaj let nazaj, v času gimnazijskih dni, in sem mislila, da bo šla malo v pozabo, no, da se tisti prvi val poleže, vseeno je bila potem čas covida, ampak zdaj presenetili so me Kogovčani. Oni so jo zdaj vzeli, lahko rečem, za svojo, naredili so dneve, tudi donirala sem knjige za njihovo skupnost, brali so moje pesmi, tudi na Kogovskem poletju so me res presenetili pozitivno in ja, zbirka še živi, ampak ne toliko zaradi mene, kot zaradi ljudi, ki še jo prebirajo. Ja, pa tudi zaradi vsebine, ne, te pesniške zbirke. Ja, smo bili torej tudi branje na sepi, ne, je bilo to. Tako. Ti veš, kaj je to sepa? Sepa, sep, to je hrib nad Goricami, ne, tam so sedeli in torej brali te tvoje čudovite pesmi. Zelo sem bila povabljena, ampak že sem imela takrat obveznosti, tako da sem videla slike in sem seveda vsem zahvalila za organizacijo dogodka. Če še bo, pa da še nadaljujejo, res kultura se lepo razvija na Kogu, moram priznati. No, lahko povema, ne, da šteješ komaj 22 pomladi, ne? Zdaj sveža, ja. To pomeni, da še življenje pred tabo in da bo še najbrž možnosti in pesmi in vsega, ne? Ampak nastopaš pa kar tako, ne, veliko s to svojo poezijo. Je to za vsako priložnost kakšna nova stvaritev ali to bereš iz zbirke? Čisto odvisno, nekateri želijo pesem iz zbirke, drugače pa je meni najbolj povšeči, da je tako ta pesem prilagojena tisti specifični publiki, ker se lahko s tem najboljše izrazim. Najbolje tudi pač zadovoljim same ljudi, ki vem, da so z nekim namenom tam, da je tudi sami temi primerno. Ampak ja, moje zbirke so napisane dokaj tako, da lahko v bistvu osončijo vsako priložnost, tako da se da dosti pobrati za zbirke, je pa čisto odvisno. Rada pa tudi vzamem včasih pesem zbirke, pa jo prilagodim.
No, malo sva zašli z glavne teme, ampak tako kot sem že povedala, ne, pač imamo kraljico, ne, z večjimi talenti, hvala Bogu. Sandra, kaj pa načrtite torej v zvezi s kraljevanjem? Torej, pravzaprav, kaj ti misliš, kaj je osnovno poslanstvo vinske kraljice? Promocija vina, turizma, svojega kraja? Seveda je vinska kraljica, kot sem rekla, to častno delo, promocija lastnih krajev, turizma, razvoj turizma, razvoj kulturnega pitja, alkoholnih pijač, v tem primeru vina. To mislim, da je naša glavna naloga, naše poslanstvo, zaradi tega nas dajo v obleke, v barvah vina, zaradi tega nas pošljajo na dogodke, na katerih se ves čas srečujemo z vinsko tematiko. Naše poslanstvo je delati z vinogradniki, zaradi tega sem tudi na dan kronanja šla do vinogradnikov, ki so bili prisotni, lahko potrdijo, in jih vprašala, kaj lahko naredim za njih kot vinska kraljica. To mislim pač tudi nadaljevati zdaj v času martinovanja. So pa izrazili, da je zdaj trenutno moja naloga, da nas predstavljam kot dobre ljudi, kot področje z odličnim vinom, z veliko potenciala. Drugo pa je trenutno, sploh zdaj v času trgatve, na njih, da ustvarijo to, kar lahko predstavljam, da se uspešno borijo proti problemom, ki jih imajo, torej z rumenico, z vremenskimi razmerjami, s točo. Tako da ja, seveda pa sem vedno na voljo za kakšnekoli predloge, imam tudi svoje ideje, ampak kot sem rekla, jih hočem prvo se pogovoriti z mojimi ljudmi, ki so me postavili na to pozicijo, z vinogradniki in z občino, z vsemi, ki so v to vpleteni. No, potem pa v javnost s tem. Tako. Ja, fino, Sandra, zelo nas je veselilo, da si vzela čas, predvsem pa, da smo spet slišali to čudovito odo našemu ljubemu Ormožu, ki se dejansko lepo razvija, ne, in dejansko ima vse možnosti in pogoje za razvoj turizma, ne, čemur verjamem, da boš tudi ti prispevala kot vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoške gorice. Mi smo premalo cenimo našo zemljo, ker sicer še nisem imela zdaj možnosti iti na dogodek v Goriška Brda, ampak koliko poznam situacijo, tam tudi cena vina raste, ne toliko zaradi kakovosti, seveda imajo kakovostna vina, ampak je veliko povezano z samim zelo dobro razvitim turizmom, ampak mi se še vedno lahko promoviramo kot mirna destinacija, kot kraj za oddih, ampak ja, bolj bi mogli gledati na to, da smo ponosni na to, kaj imamo. Ja, bolj samozavestno nastopati, ne, s to našo promocijo in s tem bogastvom, v bistvu, tako, biti glasnejši, biti predornejši, in ja, mogoče delati tudi na nekih turističnih atrakcijah, ki jih pač zdaj imamo pomanjkanje tega na samem Jeruzalemu, tako da če bomo našli kakšne ušesa, ki bodo pripravljena pač poslušati, iti v tej smeri, mislim, da bi se to tudi lahko razvilo. No, glede na, da kot torej pomagaš v zidanici Malek, imaš seveda stike z raznimi ljudmi, ki prihajajo, ne, od vse posod. Kaj recimo pravijo tako neki turisti, ki zaidejo torej na Malek? Turisti so vzhičeni nad našo pokrajino, nad našim vinom. Pravijo 90%, da je lepše kot Toskana. In mi, ki smo vsak dan vidimo te čudovite sončne zahode, nam je to dokaj samoumevno. Pri nam je Jeruzalem, ta del, potem
Naša druga vinska cesta, turistična vinska cesta 14 in 15, dve jaz predstavljam. Jemljemo te ceste bolj kot ne ceste od A do točke B, medtem ko je njim to bolj doživetje, zato pridejo v naše kraje. Mogoče tako kot mi, ko pridemo v Toskano, tudi oni mogoče to ne vidijo na istih očih kot mi. Tako da ja, mi imamo ogromno za ponuditi. Žalostno je, da se Gorice krčijo, da izgubljamo, da so včasih bili nasadi, zdaj pa je tam prazen hrib. Tudi pokrajina izgleda malo drugače, ampak vse je povezano z enim drugim. Vedno tehtamo med ekonomskimi ravni, med kulturo, med moralo in kaj prevlada v tistem trenutku. Tako da ja, naši vinarji res se trudijo in vinogradniki, da še ohranjajo to, kar imamo. No, za konec pa še eno vprašanje, ne? Ne morem mimo čudovite obleke. Kdo ti jo je zašil, kaj ponazarja vse to, recimo ti okraski na obleki? Ja, barva je taka barvi šipona, ki malo daje arome vanilije, ampak sešila mi jo pa je iz šivilstva Kolenko v Ljutomeru. Smo pa se pač na prvem, bila se šita v tednu dni, tako da, ker je bilo po kronanju, so bili še tudi ona na dopustu, mislim pred kronanjem še bila tudi ona na dopustu in potem je bilo res časovna stiska, sploh za dobiti material z Italije, tako da je pač res se potrudila in delala s tistim, kar je imela. Tisti dan, ko sem imela prvo konzultacijo, sem imela eno takšno majico z takšnimi rokavi in je bila takoj všeč ideja in smo rekli, da bomo šle v to smer, tudi nekaj malo drugačnega. Ta del v bistvu je dvodelna, tako da je zdaj, ko je malo vroče, da se da ta zgornji del dol. V bistvu ima take lepe okraske z grozdja, tudi okrog pasa imam takšne malo vitice in listke. Tako da ja, ponazarja prelivanje vina. Sem dobila tudi komplimente od drugih kraljic in se zelo dobro počutim v njej. Krona? Krona pa mi pripada od kronanja naprej. Ostane potem tvoja tudi? Tako je. Pri nas včasih nekatere kraljice predajo krono, pri nas je tako, da jo vsak ohrani, tako da je moja malo manjša, malo bolj princeska, kot je bila na primer Tilnova. Ampak ja, meni je zelo všeč. Lepo se prilega na glavo, nekatere kraljice imajo zelo probleme z tem, da jo morajo pritrditi na nek način, ampak ja, so našli pravo. Fino, želimo ti uspešno kraljevanje, Sandra. Še kakšno lepo pesem torej v doglednem času, ne? Verjamem, da se bomo kmalu srečali spet tukaj na tem mestu, ne? Če ne drugače s kakšno novo pesniško zbirko, ki jo boš predstavlja. Uspešen zaključek študija ti želimo in seveda se bomo na raznih dogodkih še srečevali. Hvala za obisk v našem studiu. Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Sandra Kumer je bila z nami na novo okronana vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških Goric. Hvala za pozornost, pa se vidimo znova čez teden dni z novim gostom ali pa z gostjo. Srečno!